Ja, nič, ne, včeraj smo videli, da so eni kar precej pogumni pa glasni, ko se gre za govorjenje na streamu, kaj bo pa zdaj v realnosti, pa bomo videli. Tisti, ko ne veste, zakaj se gre, za kakve vrste provokacij se tukaj zdaj gre, da vas informiram. Žena od tega, ki se bo z Gregorjem Čeglajem pomeril v boksarskem dvoboju, pa je rekla, da bi šla z mano v ring. Svaka čas za pogum, ampak zdaj je treba vzeti te stvari resno, tako da ajdi 24 ur časa imaš, da ti ali tvoj mož javita Martiču ja ali ne, če si za ali nisi za, če si včeraj mogoče že premislila, si prespala, prestrašila, ne vem, kakorkoli že, treba je zadeve narediti. Tako kot sem povedala, treba je te stvari narediti tako treba, da se stvari podpišejo, da so stvari uradne in jasne. Vam pa lahko povem že, da je 99% sigurno, da se bo ta boks dvoboj, kjer bo še ful dosti eni drugi fajtov, kjer se gre v prvi vrsti za dobrodelnost in to je edini razlog, da sem se sploh zdaj oglasila na te provokacije. Dobrodelnost je edini razlog, zaradi katere bomo delali ta event. Ne bom pa komentirala, zakaj mislim, da sta si ta dva junaka našla ravno mene in Gregorja, vsi vemo, ne, za katerimi konji gre najboljša reklama. Ampak okej, v redu, ker se gre za dobrodelnost, v redu, drugače se nikoli ne bi jaz sploh zdaj oglašala na take stvari, ampak v redu, gremo narediti tako treba. V glavnem, zakonca imata zdaj 24 ur časa se odločita, če sta sigurna, da bi rada oba šla tisto večer v ring, če bi res oba, ne, bom rejši se zadržala zdaj enkrat v življenju. Hajdi bomo sporočila samo še to, ne, s tako mentaliteto včeraj pred kamero, sledite mi, ne bo šlo, treba bo se konkretno pripraviti, konkretne priprave te čakajo, ker v ringu bo šlo zares.